Podjetje gospoda Mraka je učna delavnica, v kateri je doslej opravilo pripravništvo 6 tehnikov in mizarjev, 3 med njimi so že samostojni podjetniki. Po 20 ali 30 letih v nekem poklicu delo postopno lahko postane monotono ali premalo izzivalno, čeprav se je z dela v prejšnjih obdobjih zelo razgibano in smo pri delu uživali. Spoznali smo že vse cikle znotraj procesov, ki potekajo v našem poklicu, morda čutimo utrujenost, celo naveličanost. Takrat je čas, da začnemo na nov način povezovati svoje delo s hobiji ali drugimi prostočasnimi dejavnostmi. Zelo veliko obogatitev kariere lahko doživimo, ko drobna znanja in veščine z različnih področij združimo in vključimo v svoje strokovno delo. Vzemimo si čas tudi za Gojkino zgodbo. Odkrila nam bo, da tudi naši konjički, ko se jim res predamo, lahko pomenijo lepo priložnost za izvirno karierno pot. Gojka je diplomirala na Filozofski fakulteti iz umetnostne zgodovine. Že tedaj jo je ljubezen do vsega lepega spodbujala k ustvarjanju. Verjetno pa bi igra barvnih niti ostala le konjiček, če ne bi odkrila čudovitih možnosti, ki jih oblikovalcu ponuja svila. Lotila se je ročne obdelave tkanin. Začela je razstavljati in prejela več priznanj. To ji je odprlo vrata v strokovne delavnice na tujem, nova znanja pa so jo pripeljala v Narodni muzej Slovenije, kjer je odgovorna za ohranjanje občutljive tekstilne kulturne dediščine. Sprostitev in navdih ji pomeni skrb za gredice v mirnem okolju Plečnikovega vrta. Dosežki magistre Gojke Pajević-Bregar so izjemni predvsem zato, ker je široko paleto drobnih znanj in veščin, ki jih je osvajala vse od malih nog, uspela vkomponirati v načrtovanje svoje izobraževalne in poklicne poti na različnih stopnjah, dokler ni dosegla pričakovanih znanj za prav redek in iskan poklic, kustosinje in konservatorke ter restauratorke tekstila, za katerega ne usposablja noben program formalnega izobraževanja. Ko smo na poti k svojemu poklicnemu idealu in smo se v celoti predali področju dela, ki nas izpolnjuje, postajamo vse bolj ustvarjalni. Prvo sem delala na eni šoli kot likovni pedagog. Umetnosti zgodovinarji nimamo sreče, da bi takoj dobili službo. Na to kot svobodna kulturna delavka, zelo ustvarjalen čas mojega življenja, moram reči. In potem so me povabili v Narodni muzej in je zame bil to velik izziv delati v stroki. V zrelem obdobju kariere ustvarjalnost dobi novo globino, dobi svojo širšo vrednost in pomen. Delo je prepleteno z občutji, ki nas utrjuje v našem poslanstvu in pred nas postavljajo nove izzive. Prav ti izzivi pa so najboljše zagotovilo, da učinkov staranja, kar je sicer značilno za to obdobje kariere, ne bomo preveč boleče zaznavali. Poglejmo, kako Gojka gleda na bližajoči se iztek zrelega obdobja kariere. Seveda se tudi službene poti enkrat končajo in zaenkrat nimam strahu pred tem, ko bo prišel čas, se bom lahko ukvarjala z vsemi zadevami, ki mi služba pač ni dovolila oziroma časovno nisem uspela. Danes v tem svetu razslojevanja se mi zdi pomembno tudi delo v dobrodelne namene. Zdaj, katero smer
in kje, zaenkrat še ne vem, ampak čutim pa potrebo. Tudi v svetu je restauriranje tekstila bolj redkost in bolj pozno tudi nastopi kot poklic. Pri nas ni bilo šol in nekako iz vseh interesov in nagnjenosti lahko bi rekla, da sem skovala sama ta svoj poklic. Tudi približevanje upokojitvi ima svoje posebne naloge. Od posameznika, katerega kariera se je prevesila v zrelo obdobje, to zahteva novo prilagajanje. Na primer, prilagoditi ali celo spremeniti mora življenjski stil, nadomestiti izgubo učinkovitosti dela in telesnih zmožnosti z boljšim presojanjem, občutljivostjo in bogatimi pridobljenimi izkušnjami. V spredje prihajajo tudi medosebni odnosi v družini. Družina se je v srednjem obdobju kariere praviloma morala razvoju precej prilagajati. Jaz imam zelo rada svojo službo, vendar človek more znati postaviti mejo, kaj je služba, kaj je družina, kaj so hobiji, kaj je prosti čas. Ob izteku obdobja zrele kariere prihaja do očitnega upadanja ali opuščanja vlaganj in naporov v delo. Govorimo o postopnem izpreganju. Učimo se uporabljati nove vire zadovoljstva, naprimer v rekreaciji, družabnosti, priložnostnem delu ali pa morda v realizaciji skritih ali nekoč že odloženih želja. Vse te značilnosti bi moral posameznik v postopnem procesu zaokrožanja svoje delovne kariere upoštevati. Moral bi se na njih pripraviti in se učiti novih vlog. Mojih interesov, morda iz radovednosti, je zelo veliko. Zelo veliko še izzivov in zelo veliko pravzaprav veselja. Hkrati pa je zdaj čas, ko zaokrožujemo svojo lastno individualno poklicno zapuščino. Od profesionalnih stvari me vsekakor najbolj razveselilo delo konzerviranje in restauriranje barjanske preje. Izjemna priložnost imeti v rokah najstarejšo tkanino v Sloveniji oziroma prejo. To je preja, ki je stara 5200 let. Izkopali so jo pod vodstvom dr. Veluščka v Stari Gmajni pri Verdu, pri Vrhniki. Želeli smo ugotoviti, iz česa je stkana ta preja, vendar tudi sem mikroskopija ni pokazala pravih rezultatov, tako da domnevamo, da je ena svilnica. To je bil velik izziv. Potrebno je bilo veliko študirati, pogledati primere v tujini, no, ampak z veliko srečo in vloženim delom tudi ter znanjem, delala je ena cela ekipa, smo uspeli to prejo ohraniti. Ko pa ti uspe restaurirati, ker lahko bi ti razpadlo v rokah, te navdaja ponos, veselje in občutek, da si nekaj za našo kulturno dediščino tudi naredil. V procesu zaokrožene delovne kariere je vselej smiselno vlagati napore v tako poklicno pot, ki nam bo omogočila zadovoljstvo. Tako zadovoljstvo z delom, ki ga še upravljamo, kot zadovoljstvo zaradi naših preteklih dosežkov. Upokojitev bo tako postala prehod v novo kakovost življenja. To so nam pokazali Milena, ki je postala kulturna animatorka v svojem kraju, Jana s svojim uspešnim podjetjem in Gojka, ki je postala izredno redka specialistka in strokovnjakinja.